kako pričakujete, da boste ali pa morda že sodelovali z Ministrstvom za šolstvo in šport glede na te rezultate? Kaj se bo zgodilo zaradi tega? Mogoče konkretno poslanska skupina zares, kakšno je sodelovanje z Ministrstvom za šolstvo in šport? V imenu poslanske skupine bo verjetno Majda lahko kaj več povedala. Tisto, bi jaz rekel, je, da seveda pričakujemo, da bo vendarle ministrstvo prisluhnilo razpravam, strokovnim argumentom, da bo v bistvu prisluhnilo mnenju tudi širše javnosti. Treba je reči, da to je evidentno konec koncev, da strokovna javnost je dala izjemno kritične odzive na spremembe, na večino sprememb, ki so bile v zadnjih 3 letih uvedene. Minister Zver je prvi minister, kolikor jaz vem, ki se mu je obetal referendum in obetal se mu je referendum, na katerem bi bil verjetno njegov predlog nepodprt. Ne? Tako da mi pričakujemo seveda, da bo sodelovanje, oziroma da bo ministrstvo, no tako bom rekel, ne, da bo ministrstvo prisluhnilo strokovnim argumentom, ki jih bomo tudi tu razvili. Ne. V poslanski skupini seveda smo vizavi tega, pa tudi drugih tako imenovanih zverovih zakonov seveda glasno zahtevali spremembe. Zahtevali smo jih skupaj, večinoma z opozicijo, nekatere tudi sami. Seveda ta dialog je bil dialog gluhih. Nažalost, morebiti je zdaj kaj več opcij tudi zaradi bolj trdne in jasno artikulirane podpore znotraj odbora, ki je ustanovljen v stranki. To je prvo. Drugo pa to, minister sam je dejal, da radikalne že na začetku obljubil, da ne bo nobene naredil. Potem je pa prišla ta cela vrsta dosti sistemskih, na videz drobnih, ampak pomembnih za senzibilnost šolskega sistema sprememb, ampak da dovolitev skratka ima dost posegov. Ta poseg, ki je še ostal od Zofija, je velik in tukaj bo potrebno delati, seveda s pomočjo toliko laže, še bolj trdnih argumentov. Nekaj jih je, ko sem jih navedla, ampak to niso vse, na kateri bomo zdaj vztrajali že.